Dobro jutro in dobrodošli. Ne samo v tem prostoru Catering Laba, nadvse me veseli, da smo lahko in da se družimo tudi v živo, ampak seveda dobrodošli tudi vsi tisti, ki ste z nami na virtualnih platformah in ki boste lahko tudi aktivno vključeni v vse dogajanje. Kar malce nenavadno je imeti take dogodke, kjer smo digitalni, virtualni, v živo, še vedno pa verjamem, da ostane tisto, po čemer MČM nekako je znan. Priložnost in optimizem in prav v tem tonu želimo tudi današnji dogodek. V tonu optimizma naslov, ki smo ga zadali, je Gospodarstvo 2020. Gre za strah, gre za vprašanja, ki si jih zastavljamo, ali lahko najdemo tudi tiste prave odgovore za to, da gremo naprej. In prav zato sem zelo hvaležna tudi današnjemu partnerju dogodka, podjetju Trimo. Božo Černila, lepa hvala, da si nas podprl. Ta zajtrk je, mislim, da smo jih na MČM-u v 20 letih imeli več kot 150. Ta zajtrk pa je prvi, zato je lepo, da ste ob prvem zraven. Prvi, ki smo ga poimenovali kar kombo, kajti gre za kombinacijo tistega v živo in tistega virtualnega. In če po čem, je Trimo znan po inovativnosti, po zaupanju in seveda po odličnih partnerstvih. Zato za začetek se bomo preselili po celem svetu, kjer so vaši izdelki, tisti, ki krasijo najlepše fasade, in pogledali kratko sporočilo, potem pa seveda povabim goste, da se pridružijo. Hvala lepa in čas je seveda, da povabimo goste, ki so današnji govorniki. Ob tem pa naj seveda tudi povem, da tudi vsi tisti, ki nas spremljate prek virtualne platforme, imate možnost, da zastavljate vprašanja, torej vpišite jih v chat, seveda se bomo potrudili odgovoriti na marsikakšno in seveda vas tudi vključili v pogovor. Zdaj pa res že čas, da povabimo našega prvega gosta, minister za infrastrukturo Republike Slovenije, gospod Jernej Vrtovec, dobrodošel. Tako. Zdaj s temi rokovanji včasih kar hecno, ne? Zdaj s tistimi znaki vprašanja se raje objemamo. Nevenka Kržan, senior partnerka KPMG, dobrodošla Nevenka. Hvala. Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke NLB, dobrodošel. Z nami virtualno iz Dunaja je tudi Biljana Weber, podpredsednica in glavna direktorica za srednjo in vzhodno Evropo, Rusijo, Turčijo in Afriko pri Hewlett Packard Enterprise, kasneje se bo tudi vključila. In last but not least, Nevenka Črešnar-Pergar, NP Consulting in sopredsedujoča investicijski komisiji MČM-a. Dobro jutro. Torej, dobro jutro vsem, hvala lepa. Nismo vedeli na kakšen način, ko smo se začeli pogovarjati o tem, na kakšen način bomo lahko izvedli ta zajtrk, bomo v živo, bomo virtualno, zdaj smo v kombinaciji. In prav to bi bilo moje prvo vprašanje vsem vam. Veliko stvari se nam je zgodilo, ki jih ni bilo za pričakovati v strategijah in vizijah in seveda vsem, kar kot lideri počnete, so določene stvari predvidljive. Ta ni bila. Tako da morda najprej z vami, minister, začeli ste pravzaprav delo v vladi v najbolj neverjetnih okoliščinah, kar si jih lahko zamislimo.
Na kakšen način gledate od trenutka, ko ste začeli do danes, kaj je tisto, kar ste se najbolj naučili? Najlepša hvala za povabilo, dragi Emčem. Mislim, da sem bil en redkih na začetku še poslancev, ko sem se redno udeleževal Emčem zajtrkov, ker ta diskusija, razprave so vedno dobrodošle, pomagajo tudi nam politikom, da znamo prepoznati rešitve. In tudi sedaj, ko sem zasedel to funkcijo, je veliko lažje, tako da hvala še enkrat za vse delo, ki ga počnete, za vse dobre izkušnje. Na začetku, ko je ta vlada zaprisegla, oziroma ko sem jaz dahnil da želim upravljati to funkcijo, si nisem predstavljal razsežnosti teh 3 mesecev, ki so sedaj že za nami. Moram povedati, da moj prvi delovni dan, tukaj so tudi moji sodelavci, lahko to potrdijo zelo takole, da sem prišel na primopredajo, potem, ko je bivša ministrica zapustila, me je čakalo 5 telefonskih klicev drugih ministrov sosednjih držav, da smo reševali krizo avtoprevoznikov. Potem smo takoj začeli reševati druge situacije v povezavi z dobavo zaščitne opreme, organizirali smo letalske prevoze in tako naprej. Je pa ta kriza po mojem mnenju takšna, kot je bila, to smo takoj na začetku že uvideli pri nas na ministrstvu, hkrati tudi priložnost za nek nov začetek. Padec je bil takrat tudi, če ste gledali borze, delniške trge, je bil zelo velik, 30%, naprimer, 30% točk. In takrat smo mi na ministrstvu takoj rekli, da če kdaj, potem je sedaj priložnost za nove investicije, za pospešitev novih investicij, da s tem multiplikativnim učinkom tudi gradbeništva, investicijskega toka, ne samo da nadaljujemo, ampak da ga pospešimo. Takoj smo v bistvu tudi z ministrom za okolje vzpostavili kontakte, kako pri okoljevarstvenih soglasjih, dovoljenih na ARSU in tako naprej pospešiti. Moram povedati, da DARS je opravil za še enkrat več del na avtocestah v tem obdobju kot v enakem obdobju lani. Torej, izkoristili smo priložnost karantene praznih avtocest in cest, da smo lahko gradbeništvu dali priložnost. Tudi ostali projekti smo jih začrtali v povezavi z gradbeništvom, in sicer, da investicije nadaljujemo oziroma da jih izvajamo še bolj pospešeno. Zaradi tega smo recimo, ampak ob tem upam, da kasneje razvili ideje o investicijskem skladu. O tem se bomo zagotovo še pogovarjali, ker je ključnega pomena. Moj zaključek tega prvega dela je, da kljub temu, da je bilo težko, da se je res vlada soočila z najhujšo krizo po drugi svetovni vojni, ki smo uspešno prebrodili, sem nekako vesel, da sem bil del te ekipe, da sem še del te ekipe, ki je to krizo uspešno prebrodila skozi vse 3 pakete zakonov. Je pa hkrati res to bila in je velika priložnost za gospodarstvo, za nek nov začetek, tudi za, kar se našega dela tiče, prestrukturiranje k trajnostnim oblikam mobilnosti pa tako naprej, k zelenemu dogovoru. Se pravi, je priložnost in mi na ministrstvu vidimo. Odlično. Nevenka, če lahko gremo k tebi, v trenutkih, kot so se dogajali zdaj, tako kot je rekel minister, je lahko seveda to veliko strahu, je lahko priložnost, večinoma pa je kombinacija obojega. Na kakšen način se odzivajo globalni trgi, na kakšen način vidiš, da se odziva tudi globalni posel? Morda za uvod, vedno, ko pride do neke take krize, pogledaš malce, kaj se je dogajalo v preteklosti. Finančna kriza, ki smo jo tudi imeli pred nekaj leti, je bila popolnoma drugačna kot ta. Tu imamo in tudi odzivi gospodarstev na makroekonomskem nivoju so drugačni, gredo v drugo smer, pa naj pojasnim. V tem trenutku se v svetu soočamo tako s krizo padca predelovalne industrije, soočamo se s krizo investiranja, novih investicij, soočamo se s padcem povpraševanja in verjetno ste vsi zasledili, da obstaja kar nekaj napovedi padcev globalnega gospodarstva. IMF je tako napovedal globalno 3% padec, na evropskem nivoju 7,5%. Ravno ta teden je Banka Slovenije izdala svojo napoved, kjer se za Slovenijo obeta
4,5% padec v letošnjem letu, toda 4,9% rast v naslednjem letu. Kar je pa bistveno pa je, da so ukrepi, kot jih gledamo globalno, usmerjeni v pospeševanje potrošnje. Če se spomnite ukrepov, ko je bila finančna kriza, so bili usmerjeni v zmanjševanje potrošnje. Tu je pa ravno obratno. Paketi tudi teh zadnjih 750 milijard evropskih sredstev je usmerjeno v dvig potrošnje. Zakaj? Zato, ker se predvideva, da bo potrošnja tudi v Sloveniji glavno gonilo nadaljnjega razvoja in tega okrevanja. Za razliko od mednarodne menjave, ki je bila glavno gonilo v preteklih letih. Padec mednarodne menjave je za Slovenijo nekako predviden tam okrog 15 do 19%. Pa še nekaj za uvod, pa s tem zaključim. Vkolikor ne bi bilo ukrepov držav, bi bili padci teh finančnih ukrepov, ki smo jih bili deležni tudi v Sloveniji, bi bili padci še večji. In sicer po raznih scenarijih je ocena tudi tam nekje do 15%. Tako mogoče s tem en tak makroekonomski pogled, čeprav sem bolj mikroekonomist. Hvala, to za uvod, kasneje se vrnemo. Nevenka, Blaž, vprašanje zate pa je seveda, ste absoluten regionalen igralec. Je ta regija reagirala drugače? Kako vidiš, da se bo razvijala situacija v naši regiji, pa seveda tudi s pogled finančnika oziroma s finančne industrije? Torej, regija je zdravstveno preživela to zelo dobro. Zdaj imamo sicer neke spet pojave malo večjih okužb v Makedoniji, Severni Makedoniji in Srbiji, ampak ko gre za incidence, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, je tega relativno malo še vedno. Tudi danes bolje poznamo ta virus generalno in ga ocenjujemo kot manjše zdravstveno tveganje morda, na drugi strani pa seveda ekonomska aktivnost teh držav je bolj ali manj primerljivo prizadeta kot slovenska, pri čemer je recimo Srbija se izkazuje kot tržišče, ki bo relativno daleč najmanj prizadeto. In to iz večjih razlogov. Manjša odvisnost od Evropske unije na eni strani, oni so prehrambeno absolutno samooskrbni, energetsko samooskrbni, in trgujejo s celim svetom praktično. Niso ujetnik nekega režima zgolj evropskega, imajo tudi kitajske povezave, turške povezave, ruske povezave. In se bodo tudi izjemno hitro pobrali. Padec bi naj bil najmanjši in najhitreje se bodo pobrali. Drugače pa je vse odvisno od kapacitet držav, da pomagajo in države so uskočile. Moram dejansko izreči veliko priznanje slovenski vladi v zadnjih nekaj mesecih. Ti interventni zakoni, ko še izpilimo ta drugega, da bo dejansko zaživel na polno in smo zelo blizu, bodo imeli izjemno pomemben učinek in bodo dejansko to, kar je Nevenka rekla, zmanjšali negativne učinke. Seveda druge države v regiji imajo relativno slabši dostop, morda do seveda mehanizmov evropskega denarja, imajo pa neke povezave seveda z mednarodnim denarnim skladom, Svetovno banko in tako naprej. Srbija je tako razglasila recimo en 6 milijardni paket, kar je za tisto ekonomijo seveda resen poseg. Druge države nekoliko manjše pakete, ampak so tudi relativno manj prizadete v tem smislu. Tako da ta regija bo preživela absolutno za padcem, občutnim padcem, nekje med 3 do 6% je zdaj prognoza, ampak drugo leto potem hitra rast in prihajajočem obdobju potem seveda so projekcije podobne. Zdaj, govoriti, da je to največja kriza po drugi svetovni vojni, tako je izgledalo pred 2 mesecema. Če Slovenija preživi s 6,5% padcem v enem letu in potem imamo spet robustno rast v naslednjih letih, temu ne bo tako. Mi namreč imamo za seboj krizo v obdobju 2008 do 2014-15, kjer so bili kumulativni padci seveda izjemno visoki, ker smo imeli 143 tisoč brezposelnih, danes smo na 90, če bomo imeli konca leta 100 do 110 tisoč, bo to še vedno bistveno manj od 143 tisoč, to je bilo stanje skozi daljše časovno obdobje. Bančni sektor je bil takrat radikalno prizadet, dejansko nesposoben normalnega delovanja 4-5 let, ker so takrat vlade preveč oklevale za sanacijo. Danes je bančni sektor visoko likviden, dobro kapitaliziran, pripravljen za likvidnostjo, ki gre 8-9 milijard, ki je na razpolago tako za infrastrukturne projekte, o katerih bo več govoril gospod Vrtovec, potem domnevam, ko gre za seveda multiplikativne učinke pri večjih infrastrukturnih projektih, kot tudi seveda za spremljavo podjetjem. Moram reči, da smo mi se začeli ukvarjati za kriznimi pričakovanji že lani poleti. Mi smo že opažali določene trende ohlajanja ekonomske aktivnosti in kolegi, nekateri so tu danes z mano, mi bodo pritrdili, da sem jaz pozival svoje skrbnike že takrat. Bodite v zelo tesnem stiku s podjetji,
Pogovarjate se o denarnem toku, pogovarjate se o projekcijah, zagotavljamo dodatni obratni kapital, ker ko bo kriza prišla, bo seveda to težje. In v prvem kvartalu, če pogledate bilance bank, je bila rast posojil gospodarstvu skoraj 7%. 30% te rasti je zagotovila recimo Nova Ljubljanska banka in to večinoma za financiranje obratnega kapitala na zalogo. Revolving krediti, limiti na transakcijskih računih. In ta denar so podjetja počrpala, zdaj pa ugotavljamo, da so ga v aprilu in maju v veliki meri vračala, kar pomeni, da je situacija relativno ugodnejša, kot je izgledala na prvi pogled. Seveda je še vedno zdaj vprašanje, kaj bo, ko se prvi paket izpoje zdaj, z koncem junija, kakšni bodo učinki tega prenehanja prvega paketa in tu pričakujemo lahko prvi val malo večje brezposelnosti, potem bomo pa videli, kaj bo potem, ko se seveda kaj bo jesen prinesla. Ampak bančni sektor je absolutno pripravljen suportirati zdrave poslovne modele, ukvarjamo se seveda veliko zdaj z ocenjevanjem vzdržnosti, zanesljivosti denarnih tokov. Zdaj govori se, da seveda zaradi garancijske sheme, ki še ni polno zaživela, bančni sektor ne funkcionira. To ni res. Mi se s svojimi strankami intenzivno pogovarjamo. Nažalost pa ne smemo financirati skoraj polovico prebivalstva zaradi ukrepov centralne banke. Tukaj je stvar, ki je potrebno tudi upozoriti. Absolutno in o tem se ne pogovarjamo, dialoga absolutno ni, kljub pozivom strani praktično celotnega bančnega sektorja, dialoga s centralno banko ni in to je nekaj, kar seveda ocenjujemo kot nerazumno in na koncu tudi nespoštljivo do lastnega naroda, ampak tako v tem trenutku je. In nažalost to prizadene predvsem najbolj ranljive skupine. K temu se bomo še vrnili. Nena, ti si sopredsedujoča investicijski komisiji, tudi v MČM-u, zelo smo bili aktivni, tudi imenovana v odbor za gospodarstvo na povabilo vlade. Kaj so tiste stvari, na katere bi želela opozoriti, kaj so tvoji uvidi v to, kaj podjetja zdaj ta trenutek potrebujejo, gospodarstvo in seveda ljudje? Najprej za začetek hvala za povabilo, hvala za to, da smo se ponovno lahko srečali v živo, kar se mi zdi res odlično. Sem druženja MČM-a že kar pogrešala v zadnjih 3 mesecih, ne glede na to, da smo bili pravzaprav v MČM-u zelo aktivni z Coffee to Connect, seveda aktivni tudi v sodelovanju z vlado vse te mesece pri pripravi vseh 3 protikoronskih zakonov. Pri tem smo sodelovali preko Komisije za spodbujanje investicij, Finančne komisije, Komisije za trg dela in moram reči, da je bila vlada kar zelo pripravljena prisluhniti ne samo nam, tudi ostalim zbornicam, ki so bile vključene v pripravo protikoronskih zakonov. Seveda moramo opozoriti na to, da so vse države, vsi mi, vsi posamezniki pričakali to krizo nepripravljeni. Naj vas spomnim na poročilo Global Risk Report, ki ga je januarja letos recimo izdal World Economic Forum v sodelovanju z Marsh McLennan iz New Yorka, v katerem je možnost pojava epidemije, pandemije ali neke virusne bolezni uvrstil zelo nizko, torej skoraj kot nemogoč dogodek januarja letos, ko so vendarle že bili pojavi na Kitajskem. Recimo višjo možnost je dal globalnem pomanjkanju hrane in globalnemu pomanjkanju vode. Vidimo, kaj se nam je zgodilo. Mislim, da tako kot je povedal gospod Brodnjak, je vlada ustrezno reagirala, to so bile tudi naše mnenje v MČM-u, ustrezno reagirala s prvim protikoronskim, z drugim mogoče ni v celoti zaživel paket vezan na likvidnost, še, ampak bo. Pri tretjem paketu pa sem mogoče sama pogrešala malce več usmerjenosti v prihodnost. Seveda tudi s tretjim koronskim paketom več ali manj rešujemo aktualno operativno situacijo, ne upoštevamo pa, kam pravzaprav Slovenijo želimo peljati. Če bi to mi ta trenutek vedeli, mislim, da bi te ukrepe bolj lahko fokusirali. Saj veste, Bošo se bo verjetno strinjal z mano, ne? Če podjetje nima neke dolgoročne strategije, bo slej ko prej neuspešno ali pa bo celo propadlo. In tukaj seveda vprašanje tudi strategije države. Malce več bomo tudi o tem še rekli. Zdaj pa se preselimo na Dunaj, z nami Biljana Veber. Biljana, te že lahko slišimo?
Ja, jaz vas slišim, zdaj bom še kamero vklopila, mislim, da se vidimo tudi. Odlično. Res te vidimo, lepo te je videti, Biljana, tvoja funkcija si upam trditi, da je ena najvišjih za Slovenko v tem tehnološkem svetu, seveda pa s tem tudi odgovornosti, kako, Biljana, je ta trenutek, ta sprememba, ki se je zgodila, pripomogla k temu, da pravzaprav je digitalna transformacija hitrejša, počasnejša, bo to pripomoglo k novim poslovnim modelom, na kakšen način gledaš tudi pozitivne učinke tega, kar se nam je zgodilo? Jaz mislim, da smo v 2 mesecih tega lockdowna v bistvu doživeli toliko digitalne transformacije, ki bi se zgodila v normalnih okoliščinah v 2 letih. In v bistvu so vsa podjetja, vse vlade se ukvarjale s podobnim temam, na kakšen način omogočiti vsem zaposlenim, da delajo nadaljavo, katere ukrepe, varnostne ukrepe v smislu IT-ja moramo upeljati, katere sisteme potrebujemo uvesti. Enako, na kakšen način bomo ostali v stiku z strankami, z partnerji. Ampak tisto, kar je zelo pomembno, mislim, da so 3 točke. Eno je v času teh velikih transformacij in velikih sprememb, katere vsi zdaj vsak dan doživljamo, v bistvu je pomembno, da podjetje zelo namenoma posveti veliko pozornosti kulturi v podjetju, vrednotam v podjetju in je zelo natančen in jasen v smislu komunikacije, kakšen namen ali pa v angleščini je to purpose je našega podjetja. Zakaj želimo biti znani ne samo danes, ampak tudi v prihodnje, v tem novem spremenjenem svetu, ker če mislimo, da stvari se bodo vrnile na tisto, kar so bile včasih, se zelo motimo, ker veliko načinov poslovanja bo zelo spremenjeno. In v bistvu vidimo, da podjetja, ki so se posvetila predvsem temu, da so definirali jasno svojo kulturo, vrednote in svoj namen, bodo tudi uspešno v prihodnje. Zaradi tega, ker se zaposleni čutijo zelo dobro v podjetju, ki ima ta prave vrednote in ta pravo kulturo in ki se voditelji teh podjetij obnašajo v skladu s temi vrednotami in kulturo in smo videli veliko število podjetij, ki so objavili kar nekaj novic in iniciativ, na kakšen način pomagajo svojim državam, svojim državljanom v tem času krize. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je, na kakšen način poslujemo. Jaz mislim, da bomo v tem hipu videli veliko podjetij, ki se bodo predvsem ukvarjali, na kakšen način lahko optimiziram svoje stroške. In druga tema je, kako bom menedžiral svoj cash flow, ker vrednost podjetja v prihodnje bo tudi merjena v tem, kako stojijo z gotovino in na kakšen način poslujejo, da je poslovanje varno in da imajo zelo solidne finančne fundamente. Enako se podjetja ukvarjajo, na kakšen način lahko optimiziram svoj poslovni proces, kako lahko uporabljam te nove tako imenovane toole, na kakšen način uporabljam digitalne medije zato, da ostanem v rednem stiku s svojim strankam, da lahko delam marketing dogodke, kot so današnje, na ta nov način in tudi kakšna je moja prihodnost, kje bom lahko rastel v tem novem svetu. In zdaj vidim, da veliko podjetij, s katerimi se pogovarjamo, ni nobenega generalnega direktorja, s katerim sem jaz bila v stiku zadnjih mesecev pa pol, ki ne premišljuje, kakšen je moj scenarij A, kakšen je moj scenarij B, kakšen je moj scenarij C, ker živimo v časih, ko je veliko tega še neznano, kdaj bo vakcina možna, kdaj bo ponovno ekonomija prišla na ta nivo, kot je bila v 2019. Mislim, da ni veliko optimističnih napovedi. Najbolj optimistična pravi za Evropo v 3. kvartalu naslednjega koledarskega leta.
Najbolj realna je ena raziskava, ki jo je naredil McKinsey, da to bo leta Q3 2023. Kar pomeni, da nas čaka počasna ekonomska rast in v bistvu najti nove načine poslovanja, biti inovativen in imeti kulturo, ki spodbuja inovativnost, kolaboracijo in odprto komunikacijo, bo zelo, zelo pomembno za podjetja, da ostanejo uspešna tudi v novi ekonomiji in v novih časih, ki nas čakajo. Biljana, hvala lepa. Seveda ob tem trenutku tudi primerno, da rečem, tudi veliko hvala vsem našim članom, ki so se tudi v teh kriznih časih zelo odzivali, pa ponosna sem na to, da smo se povezali z vsemi ostalimi, tudi večjimi zbornicami in združenji v iniciativi Skupaj solidarni. Se mi zdi v teh trenutkih pomembno, da tudi gospodarstvo razume, da le skupaj lahko gremo naprej. Vprašanje, ki ga bomo zastavili vsem vam, ki ste z nami virtualno, pa je seveda, kakšen bo padec bruto domačega proizvoda. Vas bom tudi kasneje seveda vprašala, ali to sploh kaj pomeni. Nevenka je že omenila, kaj napoveduje Banka Slovenije, vidimo tudi druge napovedi, tudi UMAR bo prišel svojo, ampak zanima nas torej, kakšen bo ta padec do 6%, ali bo padec celo večji. Skratka, kaj menite? Nekaj trenutkov za to, da lahko glasujete. Vsi tisti, ki ste z nami v živo, pa katera možnost bo? 1, 2 ali 3? Torej, seveda je potem vedno vprašanje, kaj nam ta podatek pravzaprav sploh pove. Ali je to tisto, kjer dejansko vpliva, se bomo morali naučiti meriti tudi v kakšnih drugih parametrih. In odgovor bomo dobili, Katja, gledam malce tebe. Koliko časa smo namenili za tole? Ne veš, tudi jaz ne vem. Mi ne vidimo. Torej, ja, padec pa je, tle bomo mogli jaz malo stati, da sploh ne vidimo, ne? Ja, med 6 in 10% padec, to je tudi v okviru te napovedi nekako. Seveda je morda za začetek, ne vem kak tebi, kaj nam to sploh pomeni. Vedno, ko gledamo to vrstne predikcije, se sprašujem, kaj to pomeni za življenje danes tukaj in za gospodarstvo. Ja, zagotovo je to upad neke gospodarske dejavnosti, ki na eni strani zmanjšuje potrošnjo in s tem tudi povpraševanje, kar popolnoma po ekonomski teoriji pomeni vpliv na presežno ponudbo. In to je tisto, kar kaže na neko nadaljnjo sposobnost gospodarstva za nova delovna mesta, za nove investicije. Ta kazalec je bistven v smislu nadaljnega razvoja. Vkolikor ti nimaš sredstev, da boš vlagal v svoje zaposlene, dodatno zaposloval, je to tisto, kar nas vsekakor upočasnjuje v bodoče. No, jaz vse nisem tako zelo pesimistična, ne? Jaz verjamem, da tako kot je že Blaž prej omenil, da bo, pa kot so tudi napovedi sicer Banke Slovenije, da bo rast naslednje leto spet recimo dobra, kar bo pa verjetno posledica več ukrepov, ki jih ta trenutek izvajamo. Na eni strani velike pomoči države, tako posameznikom kot podjetjem, odločenost države, da pospeši infrastrukturne projekte, denar, ki bo prišel iz Evrope, ne smemo pozabiti, da potekajo dogovori o skladu za okrevanje gospodarstva v Evropski uniji. Ta sklad bo po moji oceni, če ga bomo v Sloveniji znali izkoristiti, lahko za nas zelo pomemben, pol denarja nepovratnih sredstev, pol kreditov. Seveda bomo morali biti za ta sklad zelo dobro pripravljeni. In to danes, ne jutri, ne pojutrišnjem, ampak danes. In od nas bo zahteval, da dvignemo stopnjo razvoja Slovenije na višji nivo, ker je sklad, sredstvo iz tega sklada namenjen
novim tehnologijam, novim možnostim, zeleni energiji, zelenemu okolju. Skratka, vse tisto, kar mislim, da Slovenija lahko razvija, kjer imamo potencial, samo dobro se moramo pripraviti. Tukaj pričakujem, da ne bomo samo nasprotovali vladi, tega je ta trenutek zelo veliko, bodimo odkriti, in meni je sploh žal, da smo v času zadnjih 3 mesecev, ki je bila kriza res težka, pa še bo huda, nismo znali stopiti skupaj, zbrati vse naše najboljše potencijale in poskrbeti, da bi iz te krize vsi zaposleni in podjetja, vseh podjetij ne bomo mogli rešiti, tisti, ki verjamejo, da je to možno, ne si delati utvar, to ne bo možno, ampak če ne bomo mogli rešiti vseh podjetij, dajmo kreirati nove priložnosti. Nove priložnosti so pa seveda zadnja točka, ki se mi zdi tudi pomembna, je pa seveda tudi zasebni kapital, tako domači kot tuji. Mislim, da eni so zelo proti tujemu kapitalu, česar jaz pač ne razumem. To je nekaj, kar zdi se mi, da je svet zelo povezan in se temu ne da izogniti, ampak tudi z domačim in tujim zasebnim kapitalom bomo lahko spodbudili nov razvoj, nove tehnologije. Ne pozabi, da imamo v Sloveniji izjemne posameznike, izjemne inštitute, Štefan, Kemijski inštitut, kjer je ogromno inovativnih idej. Zdaj pa je priložnost, da z denarjem, ki prihaja iz Evrope, ki prihaja iz proračuna, te ideje tudi udejanimo in dvignemo konkurenčnost Slovenije na višji nivo. Blaž, veliko ste v stiku s podjetji, pravzaprav glede na to, da ste največji sistemska banka, poznate situacijo, so podjetja pripravljena, seveda je tudi vprašanje, je država pripravljena, čemur bom prosila za komentar ministra, ampak so podjetja pripravljena in, kot je rekla Nena, zdaj je to potrebno, ne čez nekaj časa, če bomo želeli. Kakšen je tvoj pogled na pripravljenost slovenskega gospodarstva? Torej, enkratni padec, če se pogovarjamo o enkratnem padcu, je po mojem mnenju resetiranje, ki je bilo nujno potrebno. Mi imamo za seboj 5 let ekstremne rasti. Sprašajte avtomobiliste, ki seveda zdaj imajo velike težave z naročili, za zadnjih mesecih imeli, kako visoke stopnje rasti so imeli. Niso zmogli dejansko zagotavljati proizvodnje, praktično za obseg naročili so ga imeli, praktično so delovali čez razpoložljive kapacitete. In prišlo je do neke normalizacije, mislim, a je normalno, da je ceneje potovati z letalom v London, kot moji mami v Haloze, z avtomobilom. Mislim, svet se mora spraviti na neke realne osnove nazaj. In seveda je tu okoljevarstveni vidik, seveda je to energetski vidik, energetske bilance in bolj zeleno, manj zeleno. Vzdržnost postaja seveda bistveno pomembnejša tema, trajnost poslovanja in s tem se podjetja morajo itak ukvarjati preko ekonomskih ciklov. Ta nas je zdaj seveda ujel rahlo nepripravljene, ampak po drugi strani smo imeli izjemno neravnovesje na trgu dela. Praktično ni bilo podjetja do februarja, ki se ni pritoževalo nad tem, da ne more najti zaposlenih. Razmišljali smo, da bi jih uvažali iz Bolgarije in Romunije in ne vem odkot, izven Evropske unije, že celo, iz Belorusije in podobno. Ni bilo praktično nikogar, ki se ne bi pritoževal nad prehitro rastjo cen nepremičnin. Vsa Ljubljana je bila zaradi turističnega buma na Airbnb-u, prosim, 1300 stanovanj v centru Ljubljane je na Airbnb-u. Iz mojega konca Slovenije, veliko sreče vam želim, če želite kot študent najeti stanovanje v Ljubljani po normalni ceni. Ga ne boste dobili. Enostavno ga ne boste dobili. Se pravi, imamo nekaj neravnovesij smo imeli na vitalnih delih trga, tako nepremičninskega kot trga dela, kjer imamo seveda tudi druge izzive še in to seveda se minister zelo dobro zaveda, ko gre za odločitev dela in tako naprej, ker če se želimo odbiti v mednarodno konkurenčnem smislu, bomo morali seveda sem privabiti oziroma tu zadržati največje talente tega naroda. In zato jih moramo seveda biti pripravljeni in sposobni ustrezno nagraditi. Kapital se omenjala, ne gre za to, da imamo v Sloveniji problem s tujim kapitalom. Mi imamo velik problem s kakršnim koli kapitalom. Bodimo iskreni. Mi vidimo kogarkoli, ki je uspel iz garaže kot tajkuna. Mi ljudem ne privoščimo uspeha. Tu imamo mi največji problem s samim seboj. Nacionalno čustvo je zavist. Mi si ne pripoznamo in ne priznamo, da je biti dobro uspešen in se od tega učiti. In tu imamo, po moje, daleč največji izziv. Naroda, suverenega naroda, brez vlastne intelektualne, kar pomeni, da menedžeri lokalni lahko delajo v dobrih podjetjih in imamo seveda tudi vlado opremljeno z ustreznimi strokovnjaki in tako naprej in brez vlastne kapitalske substance ni. Dajmo si naliti čistega vina.
Kapital je potreben. Kapital ustvarja vrednost. Lahko bomo delili več, ko bomo ustvarili več. Kdo ustvarja več? Realni sektor, prosim. Ne? S podporo javnega sektorja, ne? In pa javni sektor, ko seveda z multiplikativnimi učinki izvaja javne investicije, ne? Infrastrukturne investicije. In dokler se o tem ne bomo odkrito pogovorili v tej državi, dokler se bomo delili na leve, desne, vijolične, zelene, ne? One in druge z jarka, z druge strani, ne? Dokler ne bomo se razumeli, da smo Slovenke in Slovenci za božjo voljo, in jaz sem del generacije, ki je strokovno zrasla v samostojni Sloveniji. Bil sem pa predsednik pionirske organizacije, moja prva funkcija v življenju je bila predsednik pionirske organizacije na osnovni šoli Franco Stojnik na Ptuju, narodni heroj. Ne? Ampak dokler smo mi ekstremisti, ne? Pa smo eni pa drugi, jaz ne verjamem noben ekstrem, jaz verjamem zdravo kmečko pamet. Ne? Noben ekstrem ni dober, zdrava kmečka pamet. In dajmo se odločiti, Slovenija bo najuspešnejša centralna evropska država. Dajmo se odločiti, da bo imela najučinkovitejši javni sektor. Dajmo se odločiti, da bo logistična velesila, ker ima singapurski geostrateški položaj za božjo voljo. Ne? Mi pa 30 let ne moramo ti razgraditi. Ne? Še več. In podobno. In zdaj tukaj zasluži en aplavz. Tukaj, minister, velike upe polagamo v ambicijo tudi vašo, in seveda tudi vaše vlade, predvsem pa vašo, zato ker vidimo, da ste začeli drugače. Verjetno bi bilo logična reakcija infrastrukturnega ministra, da se zapre, zabarikadira, ne razmišlja o investicijah, ne razmišlja o tem, kako hitreje in bolje priti do infrastrukture, ki je nujno potrebna in ki je lahko velika prednost za Slovenijo, če želimo res biti nek logističen center. Povejte nam vaše ambicije, predvsem pa tudi, kako jih boste financirali. Najprej hvala Blaž, ne, za ta nagovor, ne, ker bi dal kar moj program ven, ne, da se podpišete. Ampak tej vladi gre za zaupati to, da ima ambicijo spremeniti stvari z zavedanjem, da svet ne bo več tak, kot je bil pred tem, da se je prišlo do enih drugih modelov, drugih stvari in popolnoma upravičeno. 3 stvari bi izpostavil, ki niso z mojega področja, ampak če se navezam nazaj. Prvič, ugotovili smo tudi skozi to krizo, priložnost digitalizacije, da je svet, vse skupaj je cenejše, hitrejše, bolj učinkovito, bolj udobno. Lejte, kar naenkrat smo ugotovili, da ni potrebno vsak dan iti v službo in da smo enako lahko učinkoviti na delovnem mestu doma. Pa da imamo Zoom, da imamo lahko na enak način zelo dobro komunikacijo in smo enako lahko učinkoviti. Drugič, raziskave in razvoj, vlaganje v razvoj. To je ključnega pomena, mi smo mala država in ne bomo prosperirali z neko težko, močno industrijo, ampak res pametnimi ljudmi. Tukaj pa mora naša vlada in verjamem, da temu sledila, obdavčitev dela znižati, davek na dobiček znižati. En kup elementov moramo popraviti tudi v davčni zakonodaji, če želimo biti konkurenčni. Lejte, tisti človek, ki danes zasluži 75.000 evrov na leto, v tej državi označen za velikega bogatuna, ne? Pa opusti državi, zakaj bi on Dve tretjini, zakaj bi on delal tukaj, zakaj bi ostal v Sloveniji, ker lahko svoje priložnosti najde v sosednji Avstriji, nekje drugje, gre v Švico, gre kamorkoli, svet je majhen in priložnosti za te ljudi so povsod. Te ljudi je treba zadržati tukaj v Republiki Sloveniji, ker tukaj je ta dodana vrednost. In če mi imamo 5000 takih potencialov, bomo že priča veliki dodani vrednosti. In tretja stvar, ki jo želim poudariti, je pa res logistika in infrastruktura, ki je sedaj v tej krizi priložnost, pa moj del. Ne. Začel bom z enim projektom, v tem delu bi omenil en projekt, ki smo ga na našem ministrstvu nazaj oživili. To je projekt Emonika sredi Ljubljane. Premalo se o tem govori, mi smo dobili investitorje nekako malce že na izhodnih vratih naveličenih dolgih obljub, 3 investitorji so se vmes zamenjali, nekako nikoli ni bilo pravega soglasja. Gre pa za 350 milijonsko investicijo v srči Ljubljane, na mesto tam, ko imamo zdaj gradbišče, takšno železnico, ki ni spodobna, da jo pokažemo komorkoli, ne. Želimo napraviti nek modern potniški center, terminal, novo železniško in avtobusno postajo, gre za javno in zaseben del. Torej za javni in zasebni del smo ločili, v roku 30 dni bomo tudi podpisali z investitorji, to je konkurenčna OTP banka, ne, ki je tukaj ustanovila družbo Mendota. Ampak kaj želim poudariti ob tem? Ne? Želim poudariti to, da jaz kot infrastrukturni minister vabim tuje investicije v Republiko Slovenijo, da nam bodo v pomoč pri tem, da bomo boljše in kakovostnejše živeli.
da bo bilo vsem boljše. Iz proračuna tovrstnih investicij ne moremo zagotoviti, ne gre. Povejte mi primer NEK2, bo vreden 3 milijarde evrov, to je tretjina proračuna, povejte, kako ga bomo zagotovili. Zaradi tega bomo v nadaljevanju lahko spregovorili o novem segmentu javno-zasebnega partnerstva. Kako pa logistika? Ne? Pri logistiki Slovenija je resnično na taki povezavi, že zgodovinsko gledano od Rimskega cesarstva naprej, na povezavi, ki je resnično neka os med vzhodom in zahodom, prava priložnost. Naš načrt seveda je, da začnemo končno bolj pospešeno graditi drugi tir, kot smo ga do sedaj, kajti smo se ukvarjali 1 leto in skoraj zamudili vse časovnice zaradi nekega zidu nekje na Štajerskem, je ta prava dimenzija tega zidu ali ne? Namesto, da bi v bistvu ta stvar pravočasno zaključili ter začeli danes že graditi drugi tir. Ne? Tako pa se še vedno ukvarjamo z razpisom. Druga stvar, pomembna logistika na tej osi Koper, Madžarska. Imamo izvrstno priložnost Maribor, neizkoriščen potencial obnovljenega letališča. Zaradi tega bomo začeli spreminjati DPN letališke proge, da jo podaljšamo, da bo lahko tudi večja kargo letala tam pristajala. In okrog tega letališča ni nič, je trava, si predstavljate. Na eni strani je sicer Magna, na drugi strani ni nič. Jaz sem DRI-ju že naročil, da mi ocenijo vrednosti, študije, kako bi izgledal v tem delu logistični center. Zraven letališča. Logistični center, Maribor, pogledajte, blizu ima Graz Dunaj, blizu je Budimpešta, blizu imamo Zagreb, navezava na Luko Koper. Mi moramo te zaledne države vključiti v našo Luko Koper, če želimo povečati njen pretovor, če želimo sploh izkoristiti drugi tir, katerega bomo vložili milijardo pa še nekaj denarja. Če tega ne bomo naredili, če ne bomo zalednih držav imeli kot naše partnerje, potem jih ne bomo prepričali, da bi vlagale v razvoj Luke Koper, da bi bile na tej osi, da se bojo obvozili. Drugič, Beltinci, že 12 let, 13 let ima Luka Koper gor velika zemljišča, neizkoriščena, tam raste krompir pa trava. Jaz mislim, da mora tam zrasti velik logistični center, da mora Luka Koper skupaj s prekmurskimi občinami najti soglasje in da tam zraste logistični center. Blizu imamo Madžarsko, ki lahko povežemo z nadgradnjo interesije, z nadgradnjo železniške povezave Beltinci-Lendava. In naredimo spet lahko lepo priložnost, ne govorimo o tem, da bi bil to državni projekt. Lahko je to javno-zasebno partnerstvo, lahko je ta projekt Luka Koper pa neka tuje logistično podjetje, ki vidi tukaj v Sloveniji interes. In jaz verjamem, da tuja podjetja vidijo v Sloveniji priložnost. Ampak takoj, ko pridejo to državo, pa vidijo našo birokracijo, naše davke, omejitev nas samih pri dojemanju tujcev, ki prihajajo v Slovenijo, primer ga poznam, je tukaj Monika, potem reče, zakaj bi jaz tukaj v tej državi za Boga vladal. Ampak kako minister bo moč to spremeniti? Ker dejstvo je, da so ambicije, je želja in potem pridemo do tega, da se sprejme tudi varnostna izjema, ki dodatno lahko zakomplicira stvari. Kaj narediti, da bomo šli nazaj k tisti bazični kmečki pameti, osnovni logiki, ampak da dejansko bomo lahko vzbudili zaupanje investitorjev, da se bodo tukaj počutili dobro. Najprej mora, in ta vlada to je, ker poznam kolege, biti naklonjena tujim investicijam. Če nek minister reče, da noče tujega investitorja, bodi se to Madžar, Avstrijec, nič nimam proti Madžarski, ne ukvarjam se, kakšna politika je na Madžarskem, ampak ukvarjam se s tem, da je določen kapital tudi na Madžarskem in ta kapital rabimo, naprimer. To so naši partneri, naša zaledna država, ki jo mi potrebujemo za naš razvoj. Ampak, če nek politik reče, mi tujih investicij ne potrebujemo, potem mislim, da je sporočilo popolnoma napačno. Jaz pa danes, ne bojem čem ta priložnost, vabim tuje investitorje, da vlagajo v Republiko Slovenijo. Enostavno. In tukaj bomo pomagali pri debirokratizaciji oziroma pri umeščanju njihovih objektov v prostor, pri razvoju logistike, če bo potrebno, pri sprejemanju lažje zakonodaje, pri različnih olajšavah, če bo to potrebno. Ampak to mora biti dolgoročna strategija. Sami smo premajhni, da bomo na tem prostoru preživeli, da bo Luka Koper živela samo zaradi nas samih. Kaj bo pa delala Luka Koper, če bo samo pretovarjala tovor samo za nas? In tukaj, Nena, je nekaj, kar investicijska komisija vedno znova in kar naprej opozarja. Ravno to sem hotela dodati. Mislim, minister, zelo sem vesela, kar pripoveduješ. In jaz tudi čutim, in tudi me zelo veseli, da smo
v ta odbor, torej Strateški svet za debirokratizacijo pri vladi, ki je bil imenovan pred kratkim, ima 3 delovne skupine, in sicer za gospodarstvo, za davke in za okolje. In mi smo bili povabljeni, da sodelujemo v delovni skupini za gospodarstvo, kar se mi zdi zelo pomembno, da ne bodo birokrati, žal smo res birokratizirana država, iskali rešitev sami. In kot je začela že Ajša, mi smo v preteklih letih kot Komisija za spodbujanje investicij, pa že predtem Komisija za okolje in prostor, naslovili na vlado nešteto predlogov in pobud in konkretnih aktivnosti, ki bi jih bilo potrebno izvesti, da bi naše poslovno okolje poenostavili. Žal, vsakič, ko se je zamenjala vlada, smo k njim prišli z enakimi predlogi, ki se ni nič spremenilo, in to govorimo zdaj že 10 let ali pa 15 let. Mislim pa, da je zdaj trenutek pravi. Jaz imam prvič občutek, nekateri se boste spomnili, da sem nekoč v bistvu vodila v vladi prvi antibirokratski program leta 2000 pri Drnovšku. Drnovšek je bil prvi predsednik vlade, ki se je potrebe po debirokratizaciji res zavedal. Žal pa je bil v tistem obdobju on že precej šibek, jaz pa nisem bila strankarski človek, tako da ni bilo dovolj podpore. Čeprav smo kar veliko stvari takrat naredili, od povezovanja raznih evidenc, kar poenostavili tudi nekatere postopke. Ampak seveda, če ni politične volje na vrhu, da se stvari spremenijo, birokrati zamahnejo z roko, tudi to bi pomenilo. Jaz sem tokrat prvič občutek, po Drnovšku rečemo, da ima vlada resen namen na tem nekaj narediti. Mi kot MČM se bomo v to aktivno vključili, mi imamo že naslednji teden sklicano tudi Komisijo za spodbujanje investicij, ker bomo še enkrat pregledali vse tisto, kar smo nekoč vladi že predlagali in kar mislimo, da je dobro za domače in tuje investitorje. Veste, da smo bili v MČM-u prvi, ki so izenačili domače in tuje, smo rekli, FDI ni Foreign Direct Investments, ampak je Foreign Domestic Investments, in mislim, da je to vlada z zakonom o spodbujanju investicij tudi nekako sprejela in ponotranila. Tako da dajmo se angažirati, in minister, ko si omenil recimo Mariborsko letališče, 12 let nazaj smo s mojim soprogom takrat imela ene investitorje iz Kanade, ki so želeli ravno to, Patrik je bil, Vlačič je bil takrat minister, recimo narediti kargo center v Mariboru in logistični center. Žal seveda se ni dal nadzmeniti, tako da sem prepričana, da se bo tudi danes dal najti tujega investitorja, ni nujno, da vse financiramo iz proračuna. Blaž, če smem... Minister je želel nekaj dodati. Točno to, država, mislim, da mora v tem primeru, recimo, kar se tiče logistike, dati priložnost se vezati na druge države. Pravi, da ima Luka Koper sploh kaj delati. To je bistvenega pomena. In mi smo lahko postanemo pameten regijski igralec, pomembnejši regijski igralec ravno na ta način, da mi zvežemo se v to logistično tekmo, ne pa da nas države zaradi naše slabe infrastrukture delijo obvode čez. Glejte, Avstrijci pa Italijani gradijo pospešeno, pa vsakam čast, Graz, Klagenfurt, se pravi Celovec, prodor potem skozi Pontebo proti severnojadranskim lukam. Se pravi, mi moramo biti konkurenčni v tem svetu, ampak če bomo gradili našo infrastrukturo na ta način, da se 15 let pogovarjamo, kaj želimo, potem pa še 20 let se kregamo, kaj ne bomo naredili, na kakšen način ne bomo naredili, potem v tej tekmi ne moramo biti konkurenčni. Enostavno, ne bo šlo. Vidim, da se samo lahko strinjaš, ampak Blaž, tukaj je seveda vprašanje zaupanja in kar si omenil, če se Banka Slovenije ni pripravljena pogovarjati z največjo sistemsko banko v regiji, če nimamo dostopa, kar bo gotovo pomembno, tudi da imajo tu investitorji in domači dostop, neko točko, če ne je težko, kaj v tem primeru sploh lahko naredimo? To je samo še ena oddelitev v naših glavah, poslovne banke, centralna banka. Pa kdo definira določene ukrepe, s kakim kontekstom odgovornosti. Kdo nekomu postavlja cilje in kdo lahko nekoga pozove k odgovornosti, če naredi napako. So to profesori ali so to nekdo, ki ga nihče ne nadzira. Mi se ne pogovarjamo. Tu je glavni problem v Sloveniji, da se ne pogovarjamo. V Sloveniji imamo majhna država, 10 ljudi ključnih si sesede za mizo, vsakih 3 mesece bomo se hitro sestavljali okrog neke vizije. Mi v bankah imamo seveda daleč največji izziv, da smo stigmatizirani zaradi seveda preteklih dogodkov in državnih pomoči.
In z nami se nihče ne pogovarja realno. 10 let, praktično 15 let skoraj se z nami nihče ne pogovarja. Pa imamo določene izkušnje, informacijski kapital, ki je neprecenljiv, ampak pač očitno nismo uspeli tu prodreti. Ampak še enkrat, bravo, gospod minister, to so besede, ki jih pričakujemo točno od vlade. Točno take besede, seveda od besed moramo k dejanjem. Tu je vedno večji izziv, seveda zato, ker se potem pa običajno pojavljajo ideološke teme in se potem nagajati začnemo, in namesto da bi se takrat skupaj povezali pa v parlamentu podprli neko vizijo. Ideja o Kopru v zalednih državah, to jaz javno govorim dalj časa, Koper, Gdansk mora postati nova razvojna os Evrope. Tako je. Mi smo most v Srednjo Evropo, mi smo most z Balkanom Srednje Evrope. Višegrad, Balkan, mi ne bomo storili pameti Italijanom in Avstrijcem. Lahko pa smo partner seveda vsem ostalim, ki imamo podobno zaledje. In tu smo lahko mi tisti, ki smo nek resno razvojni hub. To smo nekoč želeli, nekoč začeli, pa potem opustili, ker smo se izključno fokusirali na francosko-nemški ali nemško-francoski vlak, kakorkoli. Seveda je to ključna razvojna os Evrope. Seveda moramo tu iskati še nadaljne priložnosti, ampak tam, kjer imamo res veliko možnost mejne rasti in se resno pozicionirati kot geostrateški igralec, je pa ta aliansa. In tu je potencialo ogromno. In še enkrat samo kapital, ni samo tuj kapital, je tu domači kapital in mi kot slovenski narod sedimo na 55 milijardah evrov finančnega premoženja, 20 milijard neobrestovanega na bankah, nekaj milijard v kešu, ostalo v nepremičninah in tako naprej, neproduktivno naloženih, namesto v razvojnih idejah, javno-zasebno partnerstvo. Kaj pa če date na IPO, na javno ponudbo? Kaj če pa prodate 2 milijarde obveznice za nek dva slovenskemu narodu, pa mu dajete neko rento? Zakaj pa ne? Kaj pa če vse energetske projekte na ta način pokrijemo? Ampak zato rabimo razvoj kapitalskega trga. To je pa ta drugi element, v katerem pa ne uspemo prodreti 15 let, da Sloveniji kapital nezaželjen in da seveda realno si resno ne želimo razvoja kapitalskega trga, ki bi imel dva učinka, uravnaval bi kapitalsko sestavo podjetij in bi bile manj odvisne od vsakokratnih ekonomskih ciklov in denarnega financiranja na strani bančnega sistema in na drugi strani slovenski narod bi imel denar naložen produktivno v naši infrastrukturi. No, pa še en predpogoj manjka, zaupanje, ki ga pa očitno naši državljani nimajo dovolj. Ampak tukaj verjetno pa ne smemo gledati druge, ampak tudi sami kaj narediti. Zato se mi zdi, da je ključnega pomena tudi, da poslovna skupnost naslavlja te stvari in se pogovarja. To je tudi ambicija MČM-a, sploh pa letos praznujemo 10. obletnico platforme Young in jaz zaupanje imam, ker gledam te nove generacije. Nevenka, ti si zelo domača s tem, da razumeš, kako kreirati strategijo, da podjetje se ukvarja s svetovanjem, hkrati tudi revidirate. Skratka, imate obe strani, so vam jasne. Še enkrat, kje je slovensko gospodarstvo, kako pripravljeno je sprejeti to vrstne izzive in kaj manjka, da bi lahko bili bolj hitri, bolj odločni? Jaz včasih rečem, da so to državo ugrabili birokrati. In to smo danes že kar velikokrat slišali. In jaz mislim, da ko sem poslušala tako gospoda ministra, kolega Blaža Neno, vkolikor vse te ideje dejansko uspemo uresničiti, smo lahko vsi veliki optimisti. Mislim, da so strategije oziroma videnje, ki jih je povedal gospod minister, pravi. Mislim, da moramo preseči neko zgodovinsko ideologijo in dejansko pogledati vnaprej. Kako bodo živele generacije, ki se zdaj šolajo, kaj jim bomo pustili, kako bomo našo družbo na ta način dejansko ideološko spremenili. In mislim, da to premalo naslavljamo v vseh tudi naših medijih. Zakaj je narobe javno-zasebno partnerstvo? Zato, ker bo nekdo nekaj zaslužil. Lepo je povedal Blaž, lepo je povedal minister. A ne moramo tega končno nekoč preseči? Dejansko, da živimo v obdobju, kjer kapital ni sramota, ampak nam lahko koristi. Ustvarja nova delovna mesta, ustvarja večjo potrošnjo, ustvarja to, da ne bomo imeli negativne rasti, ustvarja to, da bomo celotna družba kot taka bolje živeli. Naši kulturniki, ne nazadnje, naša, včasih smo rekli, nadstavba. In vse to sestavlja našo malo družbo tu v Sloveniji. In če ne bomo poenotili videnja, da dejansko želimo nekaj več,
preseči neke zgodovinske okvire, mislim, da to bi nam v tem trenutku najbolj pomagalo. Mogoče kakšna tovrstna kampanja, neka taka usmeritev, ne vem, idej imam vedno Minister, polno. tudi vi ste pripadnik te nove generacije, neobremenjen je slišati. Vedno se pa potem vračamo od idej k realnosti. Vaša ideja, ki upamo bo postala realnost, je tudi seveda drugačen način financiranja, skratka večja odprtost. Kaj konkretno boste naredili v tej smeri? Seveda, da sem neobremenjen, zaradi tega, ker težko si vsak človek je v svoji podstati ima ideološka prepričanja in tako naprej, ampak ključno pa je v tem, da ko si na javni funkciji se znaš fokusirati na to in skušaš poenotiti čim širši segment ljudi s svojimi stališči oziroma da si usmerjen v to, da ne razdvajaš ljudi. Ne? To je potem problem politike. Ne? Moja naloga je, da v bistvu delam dobro, da zagotovim blaginjo, čim boljšo blaginjo temu narodu, gospodarstvu dobre pogoje, gradbeništvu tudi dobre pogoje, da bi gradbeniki delali. Ne? Ker to ne gre samo za me, ne gre samo za mojo generacijo, gre tudi za naše zanamce. Imam 2 majhnih hčerkici in meni ni vseeno, v kakšni državi boste oni čez 20 let živeli, 30, ali se boste še vedno kregali potem že med sabo, kaj je bilo v preteklosti narobe narejeno. Ampak želim, da bi tukaj ostali, da bi tukaj imeli priložnost, ne? V tej državi, da bi imeli priložnost, ne pa da bodo tudi one trkale na vrata tujine, pa nič narobe, če grejo mladi v tujino. Ne? Samo vrnce morajo. Samo vrnce morajo. Ampak kakšne načrte imamo? Ne? Resnično, če pogledamo, kakšna je naša strategija pri velikih infrastrukturnih projektih, se vedno zatakne pri tem, da najprej 10 let govorimo, ali sploh določen projekt potrebujemo ali ne. Če pogledate vse te stare UKC, TR3 stavbo, Dravske elektrarne, NEK 1, to je bilo vse zgrajeno tam 1975. leta. Nastavila pa to Kavčičeva vlada te nastavke delala, tista liberalna vlada 1970, 68. To je zelo dolgo nazaj. Ne? In v tem obdobju smo v bistvu imeli osamosvojitev, dogodke, lepe. Ne? Slovenija se osamosvojila, prišla na okno v svet in tako, ampak zdaj smo spet pred enim izzivom. Kaj pa zdaj, ne? Kaj pa naš ključen izziv? In kar se pa tiče infrastrukturnih projektov, vidim, da če tudi sestavimo 5 do 7 strateških projektov, ki jih bomo naredili, dve recimo, da sprejmemo odločitev, da je to potrebno. Jaz mislim, da je potrebno. Ne? Ampak da sprejmemo odločitev res generalno vsa slovenska politika, da rabimo dve, zaradi tega, ker želimo biti energetsko samooskrbni, neodvisni, zaradi tega, ker vemo, da moramo TEŠ zapreti. TEŠ 5 bomo zaprli 2040, TEŠ 6 bomo zaprli malo kasneje, da lahko tam gor naredimo sicer zažigalnico, ne, izkoristimo naše lastne odpadke, ampak bomo dve potrebovali, absolutno. In naprimer tudi druge projekte usporedno, recimo močno železniško povezavo, regionalne železniške povezave, železniško povezavo Ljubljana-Maribor, to so milijarde. In če se vprašamo, kako bomo to sfinancirali, v tujini poznajo naprimer infrastrukturne sklade. Pri nas, kadar se pogovarjamo o infrastrukturnem skladu, vedno rečemo, da to bo en del proračuna, ki ga bomo namenili za to. Ne, infrastrukturni sklad mora biti drugačna zgodba. In sicer izven proračunski sklad, ki ne gre v dolg države, ki je lahko oblikovan, tako kot je omenil že gospod Brodnjak, na način, da ti ponudiš, da se kupuje obveznica, da lastnemu narodu damo priložnost, da je lastnik infrastrukture, potem pa dobijo. To so zelo stabilni skladi, ki imajo stabilen donos, niso neki presežki, ampak imajo stabilne donose. Zraven pa se te vedno gradbeništvo ima to linearno premico. Ustavili bi tudi zlato pravilo gradbeništva, da se ti ne pregreva pa ne ohlaja, da nimaš up and down, non stop. Se pravi, da imaš ti vedno začrtano pot in da gradbeništvo ve, kaj bo naslednje leto počelo, kot največji multiplikator v gospodarstvu. In naprimer, tudi še vedno državne podjetja, zavarovalnice, verjamem, da bi v takem skladu videli priložnosti. Pa ne nazadnje tuja firma, tuja podjetja, regijski igralci, mednarodni igralci. Sam načina sta dva, ali smo s tem skladom upravljalci mi kot država, da je to recimo podsklad, primer demografskega sklada ali karkoli, ali pa da ga damo v celoti ven v upravljanje s koncesijo 30 let. Tem sem jaz malo bolj naklonjen, ker bomo se znebili državnega kolhoza in apetitov drugih, ki se bi na teh obrestih lahko
napajali, pa mislim, da bi bilo večje zaupanje ta trenutek v tej novi generaciji ljudi, ki prihaja, če bi ta sklad recimo dali v upravljanje ven. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker če pogledamo, kako so davkoplačevalci bili že parkrat nasankani pri NKBM-u, pri drugih projektih, ko smo jih povabili zraven, ne, je to nezaupanje, kar je bilo že omenjeno, zelo veliko. Ne. In jaz mislim, da to je priložnost, da bi v tem letu pridobili zakonsko podlago za take načrte. Seveda, strateški projekti smo jih že opredelili, tudi skupaj z ministrom Vizjakom to počnemo. Želim pa podariti to stvar. Ta trenutek imamo za nekaj manj kot milijardo evrov pripravljenih ready to go projektov, ki stojijo zaradi okoljevarstvenih soglasij ali pa ARSO dovoljen. Tretja razvojna os sever-jug. Potem je širitev ljubljanske obvoznice, Koseze, Kozarje, Domžale, Ljubljana, Domžale. En par železniških prog, recimo Pragersko, ne, vaša bližina, vozlišče. 88 milijonov evrov vreden projekt, zdaj smo začeli plačevati penalne kazni, izvajalci bus branže lani ne more graditi za nesoglasje z ARSom oziroma ARSom da soglasje. 2024 bojo zapadla sredstva Južna razvojna os Novo mesto, ne dobimo soglasij. In jaz se sprašujem, če ga v interesu počnemo, te naši isti državljani, ker ta milijarda evrov, ta trenutek, ko imamo že zagotovljena sredstva, bi veliko pomenila investicijskemu zagonu, ki ima izjemne gradbeništvo, ki ima izjemne multiplikativne učinke. Ta trenutek bi ta denar bi potrebovali, pa ga žal ne moremo še. Ampak verjamem, septembra, da bi začeli Gaberke tretjo razvojno os delati. Vse kaže, da bo tako. No, in če k temu dodamo še vse zasebne projekte, ki čakajo na gradbena dovoljenja, je pa številka enormna. In tukaj pa spet pridemo do eno teme, ki je bila danes že po moje večkrat omenjena, ali pa vsaj v moji glavi, leadership. Mi rabimo dober leadership v Sloveniji. To je, če sem rekla, da sem za ukrepi zadnje vlade vezane na COVID-19 zadovoljna, mi pa na splošno v Sloveniji manjka dobrega leadershipa. Da imajo ljudje, da znajo skomunicirati, da povejo ljudem, kam gremo. Jaz mislim, da je Božo, sorry, ker se ponovno vračam, ampak Trimo, ker je danes tudi naš sponzor, en odličen lider podjetja, ki je ves ta čas krize odlično funkcioniralo, niti en dan nismo obratovali. Mislim, da bo to kvečemo nam prineslo Trimo, jaz sem v nadzornem svetu, zato vedno govorim nam, tudi večje tržne deleže v Evropi. Ampak zakaj? Zato, ker je Božo znal predstaviti sodelavcem pot, po kateri gremo, je znal to z njimi skomunicirati in vsak dan deliti z njimi tudi njihove strahove. In smo zelo dobro, brez enega samega primera bolezni, premagali krizo v Trimo. In seveda na nivoju države, to, kar pravi Blaž, da se guverner Banke Slovenije z njimi ne pogovarja. To je meni nepredstavljivo. Jaz mislim, da bi predsednik vlade moral vse pomembne ljudi v državi sklicati in se pogovarjati. Presežimo, danes je bilo govora o tem, kako pravzaprav levo, desno. Jaz vam povem, da z mojim možem imava kar nekaj prijateljev, s katerimi enostavno ne upava odpreti pogovora o trenutni vladi, ker so tako zelo sovražno nastrojeni do nje. In jaz bi rada slišala od njih, zakaj, kaj je vlada ta trenutek naredila narobe, vezano na ukrepe. 1.300.000 Slovencev je dobilo tako ali drugačno pomoč, ali UTD, ali socialno pomoč, ali pokojninski dodatek, karkoli. Podjetja so dobila pomoč za čakanje na delo in preplačilo prispevkov. Skratka, država je res ogromno naredila in ljudje se vseeno niso pripravljeni pogovarjati. Kar verjetno Nena je pa ključnega pomena in se bomo vsi strinjali, nihče nima bjanko podpore. Absolutno. In nihče ne sme imeti tudi bjanko graje. In točno. Beseda, ki jo po mojem prevečkrat pozabljamo, pa nas nove generacije in zato zelo hvaležno tudi Jangom, vedno znova pozarjajo, pa tudi Blaž, je meritokracija. Nekaj, kar pa tukaj še nismo vzeli. Tako da Blaž, morda tvoj komentar na to, preden gremo k Božotu še za eno vprašanje in seveda tudi na Zoom po eno vprašanje. Mark Pleško nam ga je zastavil, pa ga bom prosila, da se bo priključil in ga zastavil kar v živo, oziroma virtualno v živo. Skratka, Blaž, meritokracija. Mislim, jaz nisem veren, sem vernik v konzervativne vrednote trdega dela in rezultatov. In ko rezultati štejejo. To je vse, mislim, zdrava kmečka pamet, za božjo voljo. Dajmo se odločiti, da je Slovenija first. Ja, bravo. Mislim,
To se mora vlada odločiti takoj, ne? Slovenija first, ne vrtički first, ne? In če se vsi skupaj odločimo, da je Slovenija first, bodo vse te delitve odpadle. Ker se bomo ukvarjali s tem, kaj je za to našo ljubo domovino, ki je prelepa in ima geostrateški položaj, primerljiv s Singapurjem, lahko naredimo. In potem se vlada ne bo ukvarjala s tem, ali bomo imeli 2 ali 3 ure plače in bo imel predsednik vlade 20 ur plače. In jaz bom to prvi podprl. Zato, ker je to nujno potrebno, ker ima izjemno odgovornost. In to bo uredil sistem navzdol. Zato, ker bo seveda na ta način predsednik vlade visoko motiviran, bo imel možnost nastavljati ljudi na direktorate, ki bodo relevantni, ki bodo imeli seveda izkušnje na področjih, kjer bi naj upravljali 600 milijonske ali pa milijardne budžete, ki bodo imeli interes potem uvesti performance management, ne, meritokracijo navzdol v javni upravi in na ta način bomo sistem uredili v 4 letih. Ne, samo je to seveda izjemno zahtevno izvesti. Jaz moram reči, da sem danes postal, jaz sem sicer optimističen človek, ne, ampak to, kar sem danes poslušal od ministra, me navdaja z velikim upanjem. Ne, in če bo ta vlada delovala v tej smeri naprej, potem lahko resne premike naredimo. Resne premike. In jaz bi samo pozval nas vse skupaj, Slovenija first. In se bo redil vse sam. Da te ne bo kdo poklical, Blaž, Slovenija first, ampak naj bo vseeno vpeta tudi v globalne tokove. Ja, to je pa predpogoj, ne? In zdaj res, Božo, če imaš mikrofonček, vprašanje, ki ga želiš zastaviti oziroma tvoj pogled. Mislim, vse, kar je bilo povedano, je too good to be true. Jaz absolutno se strinjam s stvarmi, zato ker jih sam enako ocenjujem. Nekaj časa nisem delal v Sloveniji in sem Slovenijo opazoval od zunaj, zdaj sem v Sloveniji in jo bolj globoko poznam od znotraj in se strinjam, Slovenija je država z maksimalnim potencialom iz raznih vidikov. Ne smemo pozabiti poleg geostrateškega položaja tudi potencijala ljudi, ki jih imamo. Ljudje so konkurenčni na globalnem trgu, absolutno. Slišal sem, Blaž je povedal, da denar je, minister je nakazal smeri. Zelo mi je všeč, da ne strmimo ne za ukrepe, ki so bili predstavljeni, ne z neko vizijo k staremu, ampak moramo zgraditi novo. Osebno sem 100% prepričan, da lahko v relativno kratkem času zgradimo Slovenijo na način, ko se ne bomo pogovarjali o minimalni plači, ampak bo to država v centralni Evropi z najvišjo povprečno plačo in vse sestavine so bile danes povedane. Vprašanje je samo eno, jaz sem zelo pragmatičen človek. Kdo, dokdaj, da bomo to naredili? Kdo sprejme ta izziv? Minister? Minister, seveda. Ja, jaz lahko povem za infrastrukturne projekte, kdaj pa kako, ne. Ampak en tak disclaimer, ne. Glejte, ta vlada, pa se je zdelo nemogoče, ampak vi veste, da še 3 mesece nismo na oblasti. Ja. In sprejeli smo 3 PKP zakone v zelo hudi krizi. Takrat ni noben vedel. Takrat smo rekli, da če bo ta padec 8,5, ki je govorila na začetku Banka Slovenije, da bo nizek, ne. Pa smo se zelo hitro pobrali in upam, da ne bo drugega vala, da bi se pogovarjali o hujšem padcu, ne. Ampak mislim, da smo boljše zdaj pripravljeni, tudi če pride drugi val, ne. Ampak za svoje infrastrukturne projekte lahko povem, da naprimer ta 3. razvojna os, ki je res problem, določeni drugi projekti, nastavke, kar je mogoče, bomo naredili v tem mandatu. Naprimer, 3. razvojna os bomo letos začeli graditi. Septembra meseca. Zdaj, ko smo ta zakon sprejeli glede okoljevarstvenih dovoljenj, civilnih iniciativ, lahko Gaberke septembra začnemo graditi, če ne bo kakšnih izrednih stvari, ne. To je pa Gaberke proti Slovenj Gradcu. Potem verjamem, da letos začnemo graditi 88-milijonski projekt vozlišče Pragersko in da pospešimo razpis pri drugem tiru. Tukaj pa še ena stvar, sprejeli smo tudi smernice, ne. Vlada je sprejela v PKP 3 evropske smernice Evropske komisije o vzajemnosti Evropske unije s tretjimi državami, tudi kar se tiče infrastrukturnih projektov gradbeništva. Tukaj sem na tem stališču, da ta trenutek te smernice v slovensko zakonodajo oziroma jih moramo spoštovati tudi kar se tiče drugega tira. Gre za gre pač največji gradbenih projektov v zadnjih 15 let v Sloveniji in jaz sem za to, da tukaj igrajo regijski igralci, tudi kar se tiče izvajanja tega projekta, ker na ta način bo mnogo več ostalo tudi pri nas v Republiki Sloveniji. Ravno zaradi tega je vlada Republike Slovenije te smernice sprejela.
Zdaj se govori, da pač niso retrogradne, da kljub temu, da je to interventni zakon, v obstoječe razpise ne moramo posegati, ampak prav pa je, da vsi, ki vodijo ta javna naročila, ki so že v teku, da razmislijo o tem, kako te smernice implementirati. Tukaj pa zlasti apeliram na drugi tir. Če bomo mi, jaz mislim, da multiplikativni učinek bo večji, če bo te smernice bile upoštevane in bojo tukaj bili noter regijski igralci vključeni pri teh infrastrukturnih projektih. Mnogo več bomo imeli od tega. Tudi več bo imela recimo Nova Ljubljanska banka od tega. 100%. Ker bo to stalo več denarja v Sloveniji. Mi samo želimo, da se projekt izvede. Glede projekta, jaz mislim, naslednje leto to treba začeti graditi, ne? Sploh ne gre drugače. Drugi logistični projekti, Emonika lahko obljubljam, da bo bilo do konca letošnjega leta, če bo šlo vse hitro pridobljeno in da ne bo novih zapletov, pridobljeno gradbeno dovoljenje. Se pravi, gre za 350 milijonsko investicijo v središču Ljubljane. Jaz sem res ponosen na to stvar. Zaradi tega, ker tukaj gre za denar, ki ga res potrebujemo, tuji investitorje, pa konec bo te sramote, ki smo jih priča na tem delu Ljubljane, v središču mesta. In začetek gradnje bo zagotovo v tem mandatu. Kar je verjetno ključnega pomena, Božo, vedno si želimo, da bo nekdo rekel, ampak verjetno je tukaj velika vloga tako vlade, javne uprave, gospodarstva, civilne družbe, dajmo se začeti pogovarjati. In parlamenta, ne pozabiti. V tej smeri tudi cenovne javne sfere. To je nekaj, v kar v MČM res trdno verjamemo in govorimo, da je sprememba možna le na ta način. Imamo veliko optimizma po defaultu, zdaj ga imamo, upam, še več. Mark Pleško nas je želel nekaj vprašati. Mark, si z nami? Te lahko vidimo, te lahko slišimo? Ja, seveda, nisem še zaspal, če to. Prvo, če lahko, bi se res zahvalil MČM-u za organizacijo tega dogodka, predvsem bi se pa res zahvalil panelistom za izjemno energijo, ki so jo sevali in za optimizem, ki so nam ga vsem dali, vsaj meni, tako da se mi zdi super, evo, sem že šel po tolarčka, da bom investiral v drugi tir. Zdaj imam pa vprašanje, imam pa tako vprašanje za ekonomiste in za tiste, ki me ne poznate. Jaz sem preprost fizik in pač razumem, da se energija ohrani, take stvari in takih kompleksnih zadev, kot je ekonomija, ne razumem. Imam čisto tako, bi rekel, mogoče naivno vprašanje. V prejšnji krizi je bilo veliko debate, pa je bilo pa kar enkrat odločitev, jaz smo preveč trošili, torej moramo zdaj varčevati, oziroma kako že tisto, da moraš parati, pa ne košta, kakor hoče. Zdaj pa pravimo, ne, zdaj moramo pa zapravljati. In zdaj ne razumem, a pa ne vem in sprašujem, ali je bilo v obeh primerih zat nek konsens ekonomistov, ki je bil rezultat nekih poglobljenih simulacij pa analiz, ali pa je tako, kot sem kot navaden državljan bil občutek, da je bila neka reakcija, ki se je potem sprožila v nek plas in potem smo seveda vsi govorili o varčevanju, zdaj pa vsi govorimo, ker zanj varčevanje ni delovalo, pa dajmo pa danes zapravljati, mogoče pa za to boljše. Evo, to je tako. Pa ni provokativno obično, čeprav se sliši mogoče provokativno. Stavno, se pravim, kot čuvam te dinamike, ki se dogajajo. Mark, ki pravi, da družboslovci ne velja veliko, to sem imela enkrat spor z Markom, da so bolj naravoslovci, da vidimo, kaj vejo in znajo povedati družboslovci, ekonomisti, skratka, ne vem, kaj tebe gledam. Ja, fino vprašanje, hvala, Mark. Kriza, ki je bila tam od leta 2008 do 2013-2014 pri nas, je bila finančna kriza. Kriza finančnega sistema bank. Ta kriza sedaj je kriza realnega sektorja. Padec proizvodne, padec povpraševanja in zato so ukrepi popolnoma drugačni, da vzpodbudimo ponovno trošenje, da s tem vzpodbudimo ponovno padec nezaposlenosti, da zvišamo delovna mesta. Vzrok, Angleži bi rekli, crisis roots so bili drugačni. Tu se je ustavilo svetovno gospodarstvo za 2 meseca. Ponekod še vedno stoji. To je moj vidik. Vzrok krize je drugačen. Hvala. Še 2 minutki imamo. Blaž bi želel pokomentirati? Morda zgolj na kratko. Izjemno pomemben vidik tega je psihologija. Realno bo na koncu izkoriščenega bistveno manj denarja, kot se ga zdaj naslavlja. Na koncu teh 8 koliko milijard, ne vem koliko je kumulativno vsega skupaj, bo bistveno manj izkoriščenih. Ker garancijska shema, ko bo zaživela, podjetja bodo preživela, ne bodo vnovčena cent poroštva, teh 2 par milijard ne bo na stroških budžeta. Se pravi, eno je realen dolg, drugo je pa seveda nekaj, kar je neka stabilizacija pričakovanj.
Razumem. Gremo še na Dunaj k Biljani. Biljana, si tudi ti začutila, da v Sloveniji se generira večji optimizem in kako gledaš od zunaj to našo krasno državo? Ja, po tej debati danes se mi zdi, da je veliko optimizma in tudi veliko obetavnih, zanimivih projektov, bodi si iniciranih strani države in vlade, bodi si inicirane strani privatnega sektorja in tujih investicij. Jaz mislim, da nas vse čaka zelo lepa prihodnost, ampak vse je dejansko v naših rokah. Člani MČM-a v Sloveniji so vodilni ljudje v državi in če ta skupina ne bo spremenila ta svet na boljše, kdo bo drug. Veliko vidiš potenciala, veliko dobrih apetitov, tako da vse je v naših rokah. Lepa hvala, Biljana. Se te veselimo, da prideš kaj sem in čestitke ob seveda tej izjemni imenovanju in odgovornosti, ki si jo sprejela. Moja odgovornost pa je, da končamo točno na sekundo in zato se bom le zahvalila za vse vaše pozitivne, optimistične misli in še enkrat pozvala, pogovarjajmo se, zagotovo gospodarstvo ima ideje, zagotovo tudi mladi zahtevajo to od nas. Minister, vas pa bomo prišli odkljukati za vse izjemne projekte, ki ste jih imenovali. Člani MČM-a, hvala vam lepa. Slovenija first. Hvala. Bravo, Blaž.